Dame in gospodje, zdaj se pa posvetimo kratkem pregledu tedna. Najprej se posvetimo naslednjih nekaj minut osebi, ki v naši oddaji nismo še posvetili niti minute. Nikoli. Govorimo o velikem vodji Janezu Janši. Ja, žal mi je, ampak kuverta iz Murgel prinaša določene obveznosti. Da ne bi kdo mislil, da sem edini Kučanov rabelj. Ne. Lovke sil kontinuitete sežejo vse do Dunaja. Sodba v zadevi Patria je pravnomočna. Avstrijsko vrhovno sodišče je potrdilo, da je pokojni Jože Zagožen za prikrojitev razpisa v korist Patrije od avstrijskega orožarskega lobista Hansa Wolfganga Riedla prejel podkupnino 900 000 evrov, ki so bili namenjeni stranki tedanjega predsednika vlade Janeza Janše. Avstrijsko vrhovno sodišče je ugotovilo, da je šlo v aferi Patria za korupcijo. A se vi to predstavljate? Pa kaj ni Avstrijcem jasno? Naše ustavno sodišče je opustilo vse. Ok, ampak kaj pa pravijo klobasarji? Hans R. se je odločil, da s podkupovanjem slovenskega politika s posredovanjem 900 000 evrov Jožetu Z. kot posredniku Ivana J. vpliva na razpisne pogoje v korist P. In kje je tu Janša? Ivan J. je lahko Ivan J. Štuhec. Ali pa Ivan Jadni, brat Ivana Groznega. Ko se spravljate na nedolžnega. Prav, kaj prav pa Janezek? Na Twitterju je zapisal, da gre za zanimiv tajming in da bo Forum 21 zaradi tega dobil še klofutov z Evrope. No, razen Avstrije. Oni niso Evropa, vsaj ne demokratična, ker Janezu kršijo človekove pravice. Ampak to še ni vse. Rdeči džihad poštenega Ivana konstantno jebe v glavo. To ni fair, ne? Janez Janša v 15 dneh ni prevzel poročila o premoženju, ki mu ga je poslala Komisija za preprečevanje korupcije. Zdaj se šteje, kot da je pošto prejel, za odgovor ima teden dni časa. Štefanec se je spet spravil na njega in mu 2 tedna nazaj poslal osnutek poročila, v katerem se spet ukvarja z njegovim premoženjem. Janez ima bojda za vsaj 200 jurjev premoženja, za katerega ne pove, kje ga je dobil. Čak moment. Patria je fantom dala 900 jurjev podkupnine, Janša je dobil pa sam 200 jurjev. Ti pa nisi glih biznismen, Janeza, ne? Pa še nekaj. Če res ničesar ne skrivaš, zakaj ne dvigneš pošte in zakaj vsem ne poveš, odkot ti ta denar? Kaj? A po šihtu prodaš Titove portrete, da te je sram, ali kaj? A se z Urško ukvarjata z bioenergijo? Kaj delata? Tole vam bom malo sčistil. A imaš avtopralnico, a? Ne vem, lej. Od kje? Kar je čisto v redu vir zaslužke, če vprašaš mene. Kaj pa narobe s tem? No, SDS je po kurirju, Pahorju, Cerarju in Brglezu poslala pismo in zahtevala sestanek, na katerem bi govorili o, citiram, poslušaj to, politični popravi krivice, ki je bila povzročena slovenski demokraciji in SDS. Ker edina demokracija pri nas je Janez, to vemo vsi. In poleg tega SDS pravi, da lanske volitve niso bile legitimne. Kar smo videli tudi potem, ko je SDS vrnila 21 sedežev. A ja, niso jih. In kako se je odzval državni vrh? Brglez je rekel, dej ne tež. Cerar je rekel, dej ne tež. Pahor je naredil en selfie, pa je rekel, dej ne tež. Včeraj so se pa pred vrhovnim sodiščem spet srečali vztrajniki in ovirali promet za nekaj ur. In nam s tem dalo ogromno materijala. Hvala, vztrajniki. Ampak ne, resno. Pa zakaj se še zmer bunijo tam? A niso Janeza oprostili? Janšev govor ste verjetno videli na poročilih, pa kaj se je zgodilo pa predtem? Najprej se je oglasil naš dobri stari prijatelj. Tako je, dame in gospodje, naš heroj idol je nazaj. To je predan človek, on je našel smisel v life, okay. Kmalu zatem so na veselici pred sodiščem razmrcvarili in umorili evropsko himno. Radost od Boga nam dana, hčerka ti Elizijska. Lej, imeli ste orgelce, zelo inovativno podpiram, ampak jaz osebno, če smem mnenje povedati, če bi Beethoven hotel orgelce imeti v komadu, bi jih napisal, pa jih ni, okej? Ampak to je moje osebno mnenje. Seveda pa to ni bila edina glasbena točka, prisotni sta bili tudi Jožica in Jožica. Kje so tiste stezice, so časi bile,
To je bil duet sester Žiloreznic. Njuni komadi so na voljo v vseh bolje založenih lekarnah, a žal ne brez recepta. A pa vi veste, zakaj gre na shodih vztrajnikov? Jaz do zdaj nisem bil prepričan. Svoboda Evropi! Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Za svobodo gre, mi se tle zabavamo, oni pa hočejo sem nečesa rešiti. Nečesa. No in ko so sklenili, da je svoboda pomembna zanje, so pred mikrofon povabili prvega govorca. Doktorja Pečečnika, ne vem, Marija, povej, kdo je bil, no? Daj povej. Besedi bom povabila našega prvega govornika, sin Jožeta dr. Jožeta Pučnika, dr. Gorazd Pučnik. Se še sama ne ve. Pač en tip in ta tip je stand-up komik, ki se je zajebaval in preizkusil v sarkazmu. Na to nam je pa povedal, proti čemu se borijo Janševi borci. In mi smo proti boju proti korupciji. Veste, kdo je proti boju? Boj proti korupciji uničuje tisti, ki ravna malomarno. Ne se zabavati, oni niso proti boju, proti bojevanju, proti korupciji, oni so za korupcijo, oziroma ne, oni so proti, ne vem, fakt, ne vem, kdo je proti komu. Ampak okej, kakorkoli, po zaslugi našega velikega vodje smo Slovenci še vedno prijetno razdeljeni. On sam pa ima za vas pred poletjem še eno željo. Vsem želim prijetne dopuste, izkoriste poletne dni, da ste čim več s tistimi, ki jih imate najraje, da si napolnite baterije, pa da vmes preberete tudi kakšno dobro knjigo. Okej, Janša, to bo do jutri polno. Kaj naj do jeseni zdaj delam? A ja, kakšno dobro knjigo praviš, prav. S tem Janez seveda misli Belega panterja. Dobite ga pri Franski pri semaforju, izvod stane 25 €. Adijo torej, Janez, lepo, da bo odbor 2014 dobil drugo sezono! Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.